Pozdravljeni! Pred vami je prispevek pred kvalifikacijami za veliko nagrado Španije, ker si bomo skupaj ogledali zadnje zanimivosti in skušali ugotoviti, kaj sta nam povedala prvi in drugi prosti trening, seveda v luči kvalifikacije. Začnimo s pregledom tistih kratkih zanimivosti, katere mislim, da zanima večino izmed vas, navijačev. V popoldanskih urah četrtka se je nad progo v Kataluniji usula krajša ploha. A govorimo, da je deževalo tam med 10 in 15 minutami. Nič resnega, čeprav posnetki bi lahko kazali rahlo drugačno situacijo. A vseeno, vremenska napoved, vsaj kar se tiče petka, drži. Malce oblačno, po večini sončno in 30 stopinj Celzija, zato lahko verjamemo, da bomo gledali sončen vikend s povprečno visokimi temperaturami. Govoril sem že o tem, da Sebastian Vettel pri Ferrariju je dobil novo šasijo. A prav tako novo šasijo so dali na razpolago Carlosu Sainzu mlajšemu pri McLarenu. Pri njegovem bolidu naj bi šlo za neko težavo s hlajenjem, zato so mu preventivno zamenjali šasijo in seveda kompleten hladilni sistem na njegovem bolidu. In seveda oba bolida ekipe McLaren bom spremljal, ukolikor bi kazala kakšne znake pregrevanja. In tu se bomo za trenutek ustavili na tistih elementih pogonskega sklopa. Videli smo kar nekaj menjav, še preden smo prišli v Španijo, to se pravi na prejšnji dirki, tisti za veliko nagrado 70. obletnice Formule 1, a tudi tu v Španiji pred začetkom kar nekaj menjav in zaenkrat vse pri dobavitelju pogonskih sklopov Honda. In če smo pravzaprav natančni, sem že tudi to napovedal na prejšnji dirki. Namreč videli smo pri Danilu Kvyatu, da so zamenjali vse elemente. Ista specifikacija, kot jo je imel na razpolago prej, ampak sedaj ima malce več materijala, s katerim bo lahko rotiral v naslednjih dirkah. Podobno zadevo smo videli prej pri obeh bolidih ekipe Red Bull. Treba je dodati, da so dali tretjo turbino in tretji MGUH Aleksandru Albonu. Pierre Gasly je dobil tudi novo baterijo. In zaenkrat, kar se tiče tistih elementov pogonskega sklopa, je to vse. Treba je poudariti, da s tem, ko so dali Albonu tretjo turbino in tretji MGUH, je izpolnil bonus za to sezono pred kazenskimi mesti. Seveda za ta dva elementa, da smo si na jasni. A pojdimo na tiste novosti, kar se tiče tehničnega razvoja posameznih bolidov. In zopet zaradi tega, ker so dirke tako ena blizu druge, nobene revolucionarne rešitve. Še zmeraj pogrešam tisto, kar so mnogi novinarji obljubljali, to je specifikacijo B Ferrarija SF1000. Tisto, kar smo videli tu, vsaj na tehničnem pregledu in na prvih prostih treningih, je prekleto podobno tistemu, kar smo videli na prejšnjih dirkah. Ne samo kot šasija, ampak tudi na primer prednji profili in tako naprej. Vsaj oblikovno. Seveda, vse ekipe so tu pokazale zadnje aerodinamične profile, katere imajo bistveno višji kot od tistega, kar smo videli na primer v Veliki Britaniji v Silverstonu, kar je nekako logično. In seveda, sedaj bomo tu primerjali tisto, kar vidimo na Mercedesu W11 v Španiji, s tistim profilom, ki so ga preizkušali na veliki nagradi 70. obletnice, vsaj na prostih treningih, o katerem sem dejal, da je verjetno namenjen za veliko nagrado Belgije oziroma veliko nagrado Italije. In tako si lahko predstavljamo to razliko v kotu. A seveda, nov kot na tem zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju smo videli tudi pri Ferrariju, a gre samo za razliko v kotu, nič inovativnega, ter seveda tudi pri drugih ekipah. Poglejmo na primer pri tovarniški ekipi Renault in ogledali si bomo tudi pri Alfa Romeo Racing. A prav pri tovarniški ekipi Renault bi vašo pozornost rad usmeril na tiste bočne plošče, katere so na konceh aerodinamičnega stabilizatorja.
če pogledamo tiste reže spodaj, vidimo, da so rahlo različne, naprimer pri tistem, kar vidimo pri tovarniški ekipi Renault in tistem, kar vidimo naprimer pri Mercedesu, Ferrariju in tako naprej. Pri Renaultu vidimo, da so te reže odprte kot pahljača. In še bolj očitno je to na zadnjem aerodinamičnem profilu pri C39 Alfa Romeo Racing. Zakaj vam to poudarjam? Ker gre za neko zanimivost vezano na enega izmed preteklih prispevkov, ki sem ga napravil. Ta govori pravzaprav o funkciji te bočne plošče zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. In prav te spodnje reže so tiste, ki nekako umirijo ta zračni tok, ki gre ob karoseriji, ob zadnjem opetju in ga usmerijo navzgor na spodnji del tistih profilov, ki se nahajajo nad. Vkolikor so te generatorje vrtincev razširili, bi lahko nekako smatrali, da turbulenca v tem območju je vse prej kot majhna. Zato so se ekipe nekako odločile narediti tak razpored, da bodo naredile dolg vrtinec, kateri bo nekako umiril ta zračni tok in ga usmeril na sredino in seveda na to navzgor, tako imenovano v angleščini approach. In prav pri Alfa Romeo Racing in C39 se bomo vrnili k drugemu prispevku, kateri je govoril o vrtincu Y250. Vkolikor pogledamo te fotografije, bomo videli, da tistih bočnih usmernikov, kateri se nahajajo tam v tistem območju bočnih struktur, mi na tej fotografiji odmontirali so jih in vidimo praktično tiste usmernike, katere so namenili generaciji vrtincev in te vrtinci tesnijo dno samega bolida Formula 1. In seveda, ker gre za dele z ogljikovih vlaken na ozadju, katere je prav tako z ogljikovih vlaken je malce slabše vidno, a skušal bom razložiti. Na bolidih vemo, da obstaja tisti znani vrtinec Y250, generira ga rob pomožnih aerodinamičnih profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. A ta vrtinec se vrti v določeni smeri, tako da se zavrti od spodaj in krene proti kolesom in ta vrtinec generira poleg sebe drugi zrcalni vrtinec, kateri se vrti v obratni smeri. No, ta vrtinec trči ob te generatorje, katere vidimo, in ti generatorji pač ustvarijo tiste vrtince, kateri zatesnijo ravno dno in asfalt. Zračni tok, ta vrtinec, kateri trči ob te generatorje, sploh ne pride do difuzorja, a ima izjemno pomembno vlogo pri učinku pravzaprav ravnega dna. Seveda nič kaj takega, a sedaj imamo priložnost videti, kakšni so brez tistih struktur, ki jih bodo seveda potem mehaniki privili v tem delu bolida. Samo toliko kot zanimivost, nekaj o čemer smo govorili in sedaj vidimo lahko v praksi, kako izgleda, kako močni, veliki so te generatorji vrtincev, kateri skrbijo za tesnjenje ravnega dna in asfalta. In seveda tudi tu v Španiji smo lahko videli, kako ekipe trenirajo postanke v boksih. Kar vidimo je to, da bolide sploh ne zaženejo, kajti kilometri se poznajo tudi na takih treningih, ne uporabljajo vse zaščitne opreme, a treba je pohvaliti, kako so usklajeni, kako so profesionalni, kako so sposobni vse te operacije speljati tako gladko in praktično traja postanek tam okrog 2 sekund. Seveda, treba je ogromno vaje in ogromno ponovitev, da se pride do take usklajenosti, da jim to lahko uspe. In to ne pomeni, da se lahko kaj zlomi, da pride kaj nepredvidenega, a vseeno je občudovanja vredno, kako hitri in kako umirjeni so mehaniki, ko napravijo te menjave. In tudi, ko ne gre zares, ko trenirajo, so po mojem mnenju izjemno hitri. Sam sebe v tisti vlogi sploh ne vidim. A pustimo sedaj to pri strani in spustimo se v tiste dogodke, ki smo jih videli na prvem
in predvsem na drugem prostem treningu, da bomo lažje razumeli, kaj lahko pričakujemo sploh od sobotnih kvalifikacij. Kot sem že omenil v uvodnem prispevku za veliko nagrado Španije, je Pirelli pripravil najtršo možno kombinacijo pnevmatik, to se pravi mešanice C1, C2 in C3. Meni osebno je bilo izjemno zanimivo med prostimi treningi slišati kar nekaj pritožb voznikov nad tisto najtršo pnevmatiko, to se pravi C1. Pričakujemo lahko, da med dirko bomo gledali po večino strategije sestavljene iz C2, to se pravi medium, in C3 oziroma soft. A o tem malce bolj podrobno v zadnjem briefingu, ko bomo že videli, kaj se je zgodilo na kvalifikacijah in bomo lahko začeli ugibati, kaj nas čaka na sami dirki. Vrnimo se na proste treninge in na simulacije kvalifikacij. Kot prvo bi rad poudaril, da oba bolida tovarniške ekipe Mercedes sta dosegla tista najboljša časa z izjemno lahkoto. Brez kakega pretiranega napora bila sta hitra tako s tisto pnevmatiko soft kot s preostalima dvema mešanicama. Izgleda, da nista pokazala še vsega in dvomim, če bo jutri kdo tako pogumen, da jih bo lahko vsaj ogrožal. Seveda na tretjem mestu moramo postaviti ponovno Maxa Verstappena, kateri je v rahlem zaostanku, a znotraj tistih mej, katere smo navajeni. In na to rahlo presenečenje, če se spomnite mojih prenosov in mojih komentarjev, ste mogoče opazili, da sem bil rahlo razočaran tako nad McLarenom kot nad tovarniško ekipo Renault. Kot sem povedal, zamenjala se je tipologija proge tukaj v Barceloni in takoj smo zopet videli tovarniško ekipo Renault in McLaren v tisti skupini zasledovalcev, skupaj z Racing Pointom in Ferrarijem. O Racing Pointu ni treba povedati nič novega, nič kaj takega, kar nas bi presenetilo, kajti so tam kot celotno sezono v tisti skupini zasledovalcev. Ampak Ferrari je izgubil kar nekaj pozicij, kajti kot sem povedal, McLaren in Renault zgleda, da sta nadoknadila tisto izgubljeno formo, a treba je poudariti nekaj. Sebastian Vettel, čeprav je malce za Charlesom Leclercem, je praktično na njegovih časih. Govorimo, da razlika med enim in drugim se giblje tam med 2 in 3 desetinkama, kar je nekako razumljivo za proste treninge. Zgleda, da tista napaka na šasiji le ni bila tako malenkostna, kot je Simone Resta rekel. Videli bomo sicer jutri na kvalifikacijah, kako se bosta odrezala, a zanimivo bo videti razliko med enim in drugim, kar se meni zdi osebno najbolj pomembno. Seveda, Grožan je malce presenetil na drugem prostem treningu, a treba je vzeti malce z rezervo tudi ta čas. Tudi oba voznika Alfa Tauri mislim, da na kvalifikacijah ne bosta tako visoko, a kar je zanimivo je to, da smo ponovno videli, kako je Alexander Albon praktično na nivoju obeh voznikov Alfa Tauri. Kot sem že povedal, šasija AT01 je bistveno lažja od tistega, kar ima na razpolago Albon z RB16, in zato, ko voznik ni tak talent kot naprimer Max Verstappen, se pogosto lahko zgodi, da so tisti z na papirju slabšo šasijo hitrejši. Videli bomo na kvalifikacijah, a ne biti presenečeni, če se bo zgodba ponovila. Seveda, videli smo tudi na koncu razpredelnice, da pri Alfa Romeo Racing in Williamsu se ni dosti spremenilo, a pustimo se presenetiti, jutri so kvalifikacije, kjer lahko vidimo še marsikaj. S prenosom samih kvalifikacij na kanalu Facebook začnem ob 14:45, vabljeni k ogledu, k poslušanju, k komentiranju, k spraševanju kot ponavadi. In seveda po končanih kvalifikacijah bo sledil prispevek, tisti zadnji briefing, kjer bomo seveda obdelali rezultate kvalifikacij, ritem in še zadnje novice, katere so bile praktično na zadnjem prostem treningu in kvalifikacijah. Tako da bomo imeli vse pripravljeno za nedeljsko dirko. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.